Dobro jutro, dober dan, spoštovani in spoštovane. Moje ime je Darko Čuden. Marsikdo se iz mojega priimka heca, ker je nomen est omen. Ampak moja mama je zmeraj rekla, ni nič čudenega, če si čuden. Bolj čudno je, če si čudaški. Tukaj sem zato, da bi povedal oziroma prebral nekaj iz mojega prevajanja. Jaz namreč prevajam iz skandinavskih jezikov, ampak to germanskih, se pravi v glavnem iz norveščine, danščine, deloma iz švedščine. Prevedel sem celo nekaj sila kratkih, oziroma 2 kratki slikanici za otroke iz ferščine. Marsikdo niti ne ve, kje ta jezik živi oziroma obstaja. Včasih me ljudje sprašujejo, zakaj pa skandinavski jeziki, pa jim pač odgovorim, da ni nobene posebne filozofije zadaj. Jaz sem pač študiral germanistiko, se pravi angleščino in nemščino. Ostali germanski jeziki so pa ostali nekako skriti. In mene je nekako firpcalo, bi se reklo. Tako da sem začel se učiti najprej danščino, potem pa norveščino in potem je prišlo še do švedščine, ker to so pač sorodni jeziki. Tako, in zdajle vam bom prebral 2 kratka odlomka iz 2 knjig, ki sta išli letošnje leto. Ena je išla pri založbi Zala, ki ima izrazito tak zanimiv program, predvsem za otroke in mladino, tudi za odrasle sicer, ampak se z literaturo je pač tako, če je za mladino ali pa za otroke, je seveda to z mojega vidika tudi literatura za odrasle. Druga knjiga je pa išla pri založbi Sodobnost in je delo danskega avtorja Christiana Banga Fossa z naslovom Smrt se vozi v Audiju. Ta knjiga je neke vrste kritična predstavitev oziroma kritičnega pogleda na dansko sodobnost. Rdeča nit se pa vrti okrog nekega fanta, 23-letnega, 22-letnega, ki ga ugonabljajo bolezenske tegobe. Drugi akter je pa nek brezposelni danec, ki se potem s tem invalidnim v nekem smislu fantom sreča in si potem skupaj ustvarjata življenje. In ta invalidni fant si ubije v glavo, da bi odpotoval v Maroko, ker je tam menda nek strašen zdravilec, ki zna pozdraviti vse. Tisti, ki so slepi in tisti, ki so gluhi in tisti, ki so hromi in tako dalje. Tako da gre pravzaprav za neke vrste, sploh ne vem, imamo v slovenščini prevod za to, road movie, se pravi roman o potovanju, nekem potovanju po cesti in tako sledimo seveda v knjigi temu potovanju od Danske preko Nemčije, potem Francije, Španije, pa vse do Maroka. Zgodba se konča tragično, to nakazuje že naslov, Smrt se vozi v Audiju. In je pa pravzaprav, čeprav se konča tragično, je pa tu pa tam tudi komično zapisano, predvsem pa mrgoli noter neke vrste obešenjaškega humorja. Prebral bom en odlomek, ko prideta ta 2 glavna igralca, tako rekoč v romanu, v neko puščavo. Prvič vidita puščavo in zdaj opisujeta to puščavo. Se pravi, tukaj sta že v Maroku. Puščave si nisva tako predstavljala.
To ni bila Sahara s sipinami in rumenim peskom, ampak rjava kamnita skorja, na redko posejana z mršavim grmovjem. Na začetku potovanja sem jamral zato, ker nisva imela navigatorja, žalostinka, objokovanje. Zdaj pa zato, ker ob hudi pripeki nisva imela klime. Jaz vročine niti nisem tako zelo slabo prenašal. Le Valdemar je postal na dolgih raztežajih po puščavi tako omotičen, da ni spravil ničesar iz sebe, le na vsake toliko je cuznil iz flaše z mojo specialno mešanico vode, soka in soli, zato sem jamral v imenu obeh. Grmovje je bilo enake barve kot zemlja. Vse je skakalo in plesalo v migotavi svetlobi. Ob poti so ležali ostanki gum in odpadki. Ta puščava ni bila čista. Ta puščava je bila zasrana. Kjerkoli sva se ustavila, je velo po sladkobni gnilobi, odpadkih, odmetanih v sonce, gorečih smeteh. Videla sva mumificirano pasje truplo, kazalo je čekane, od njega je velo po posušenih živalskih in človeških izločkih, po starcu, ki se je z dvignjeno haljo čepel uscal, po še živem s špago namlatenem psu, po peščenem viharju, ki se je kot megla znašel nad tem mrtvim svetom, velo je po sencah grmovja, ki jih je bilo več od grmovja. Spotoma je zavelo po naseljih in življenju, po čivališčih in štantih s hrano, ki te zadriska, z večno Coca-Colo, po črnolaski, ki naju je s praga besno ošinila, po možakarjih, ki so na tovornjaku prepevali in si podajali plastenko z neko rjavkasto brozgo. Kamor je neslo oko, sama rjavina, pa oker in lila. Svetloba, ki je spominjala na vodo. Ravne črte ne potegneš, vse se staplja, na obzorju pa nobenega pravega obzorja. Vse se je kopalo v svetlobi, vse se je v njej namakalo. Prenočila sva v nekem mestu, pojma nimam katerem. Valdemarja sem v hotelu podpiral po gnilobno zadušnem hodniku v prvem nadstropju in ker je pol številk na vratih odpadlo, sem zgrešil sobo, na divanu si je hudo zajetno ženšče s kiklo prepihavalo turkizen izpuščaj na bedrescu. Na tleh sta dremuckali beli garjasti mucki z zašiljenim podganim obrazom, na stropu se je vrtinčil ventilator. V pepelniku se je kadila cigareta, to je bil pa tudi edini znak, da je ženska še živa. Zatrepetale so ji tudi oči. Zaprl sem vrata in pomagal spraviti Valdemarja v posteljo. Slekel si je majico in v gatah na mah zaspal, piskal je in težko dihal. S toaletnim papirjem sem z rjuhe pobiral sramne kocine, jih vrgel v školjko, prižgal sem ventilator in odprl okno v kopalnice. Valdemar je švical, iz prtljage sem vzel brisačo, jo namočil v koritu in mu močil čelo in vratne žile, kot ovratnik na eskimskem anoraku. Odprl je oči. Pomaga. Je zinil in spet ga je zmanjkalo. Zvrnil sem se na posteljo. Dihal sem, kot bi vdihaval pokvarjeno postano župo. Zunaj je veselo rigal osel. Po tleh je živahno križaril ščurek in se trzavo ustavljal. Opazoval sem ga leže na trebuhu. Pobiral me je spanec, z blojenim podobam nisem bil kos. V trebuhu je čemel zloben parazitek, ki sem ga fasal že prvi dan v Maroku. Skrbel je za to, da me je zdaj zapiralo, zdaj spet driskalo. Trenutno me je v driskavi fazi hudo žejalo. V vseh zblojenih scenarijih se mi je prikazovala voda. Skobacal sem se s postelje in jo mahnil v preddverje. Tam so trije možakarji na televizorčku gledali nogometno tekmo in se zame niso zmenili. Zelena trata na igrišču se je celo na ekranu zdela
dokaj zgrešena. Iz Volkswagna sem vzel vodo in sok in sol, se 3-krat prepričal, da so vrata zaklenjena, se vrnil v sobo in naredil 2 flaši svoje prej omenjene tekočinske rešitve, mešanice kolere, sestavljene iz ščepca soli, nekaj 100 ml sadnega soka in litrčka vode. Eno flašo sem postavil k Valdemarjevi postelji, drugo pa k svoji. Valdemar je v spanju govoril o Torbiju Elmekiju, nažebral je vse bolezni in sindrome, kašljal je, se očitno znašel med svojo žlahto in začesnal, da je v šarglnu banana. La, 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 la.